rezultat trenutni mislim, da je 1:1, ampak zdaj vidimo uro, 7 minut igranja. Roki se mi malo tresajo. No, na nogometnem maratonu Moste 2007 imamo tudi takole srečo. Punce zaenkrat sicer še nimajo dela, ampak bo. Dajte pomahat! Evo, komenski golman Miha Berčič. Po 10 minutah mu je že malo vroče. Ampak on tudi dela. Izredno lepa poteza. Evo, in tukaj je dokaz, da nekateri 24 ur nogometa jemljajo zelo resno. Še pogrešeno bote. Drugi so pa pač počeli za to, da se zabavajo. In zaenkrat še zbrana zapisnikarska miza. Nuša Rems, Grega Kosirnik, Urša Nemec in v ozadju se bo prikazal predsednik MDK-ja Grega Krmavnar. Neki mu ni najbolj jasno, ampak bo. Odlično dela. Jedi kekce. Nama boš naložil. Čak da bil čez strano. Mitja Žinič, evo ima petelinčka, daj petelinčka prvi pokaž, petelinčka. Ne, petelinčka. Prvo. Petelinčka. Levčka. Čak da ga zoomiram. Imam novo riso. Ne, Levčka, prvo Levčka. Kje pokaž? A kaj rjove? Ja, če ga zdražiš. A po kitajsk? Če ga zdražiš. A po kitajsk rjove? Ja. Ej, kako, povej, kako boš ti rjovo danes? Jaz sem pač rjovo, jaz bom sam tle rjovo. Ne brcat, kad si samo glavo sniman. A ja, sam bom brcat. Dobar, ja, dobar. Kakšna je napoved? Povej, Mitja. Kaj napoveduješ? Pa se to samo forvrti mi ta prvo boje, če ne vidim rezultata. 1:853. To je ura. Zdaj le igrajo 20 minut. Čak, dela še ena. Ja. Ko boš ti dol, boš 4-1. Ja? Ne, 1-4. Kako? Aha, okej, dobro. Se pravi za goste, čak da to pokažem. Ko bomo mi zaključili, bo 26-6. Dobro, čak, da trenutno rezultat vidimo. 1-1, še zmeraj 1-1. A to bomo na televiziji? Boš na televiziji. Jure, ko boš gledal to kaseto, Mitjo, moraš dati na televizijo. Če ne, bom jaz fasal, okej. Ja, no, fasal, da jih fasaš široko pojem. Ja. Moramo povedati, da zdaj že kar nekaj časa snemamo. Roman Kosirnik še ni prišel iz kemičnega WC-ja. In da, prišel je. Prišel je, pogledajte, kako je lepo osvetljen soncem. Lep je.
Evo, mokro sobotno jutro. Idris, ogrevaj se, ogrevaj! Milan, daj, malo pomahaj za kamero, no. A imaš kakšno? Malo pomahaj za kamero. In v sobotno jutro se je prebudil tudi Grega Krmovnar, nasmejan. Grega! Kakšno je sobotno jutro? Vidim, da je bilo deževno v noči. Ti si deževnik. Zaenkrat je kar v redu, da? Je bilo težko igrati? Aj, naporno. Premalo si je? Kako počutje? Ja, slabo. Koliko časa od regeneracija? 2 dni. A dost? Dost. Vidiš toplice, ljudje, se ne torneš nič. Koliko cajta si igral? Je, mene 6 tekem. 6 ur? 6. Dobro. No, najboljši strelec. Vse si dal na igrišču, vidim. To je cena za pokal. Črnoh, cena za pokal. To je cena za pokal. Povej, kako je to, ta dosežek, to veliko pomeni? Ko pa vem, so me v bistvu drugi zahtevali, da sem najboljši strelec, da vse lovorike ostanejo doma, kar zmaga tako, da pokal, tako da sem prvih 10 minut na igrišču sploh nisem vedel, kaj ne delam, kaj so me psihično pritisnili. Učutim se pa v redu, pa ne že malo, a ne. 5 maraton, 5 zmaga, še ne poražen. To je pa... Zdaj pa sploh nimam komentarja, se to se ve. Kaj ne še povem, da je to. Pa ne vte to na televiziji, da jak se vrsti smonjam, pa prvi, pa črn v noh tam. Da, to pa dal v 1 uri 15 golov, da sem pol bil mir, da so me pustili prvi. Hvala lepa. Mengšan, povej, kako je bilo na maratonu danes? Ja, jaz sem zelo zadovoljen z organizacijo, ne. Treniran je bilo bolj v redu. Muzika mi je bila zelo všeč, hrana še bolj. Dokler morate pa hran prideti, pa se mi ne pijemo. Pa skozi boste proti soncu gledali. In nogometnega maratona Most 2007 je v tem trenutku konec. Dajmo en aplavz za obe nastopajoči ekipi. Predvsem bom rekel, dajmo še en aplavz za združeno ekipo Mengša in Vodic, ki so imeli nekaj težav z številom igralcev, ampak so moško zdržali do konca in so tudi oni veliko pripomogli, da je ta prireditev normalno potekala in je bila speljana do konca. No, pa da ne bom dolgovezil, sicer pa če sem še kaj pozabil, me bo kdo opomnil, bi kar podelili tale mali pokalček, priznanje za najboljšega strelca in namreč s 26 zadetki je najboljši strelec nogometnega maratona Moste 2007, Mitja
Žina, bravo, 5-3 Žina. Mitja, na televiziji si, daj prosim to rdečo vključevinko nekje odlož. Ja, to ja. Bravo, Mitja Žinič, še kakšno besedo se bo zahvalil svojim staršem, posebej materi in očetu, k svojim navijačem. Daj, prosim. Saj bi, sam jih ni doma, pa jih tudi tle ni bilo. Kaj pa tvoji navijači, številne navijače imaš? Ja, sam nije, glej, tik so, več. Zdaj se zahvaljujemo za sodelovanje združeni ekipi Mengša in Vodic. Kot smo rekli, malim je primanjkovalo igralcev, ampak so moštvo zdržali do konca in zato vabim tudi predstavnika Tomažin. Ja, Peter? A je? Ok, Peter Tomažin, namreč tudi najboljši strelec ekipe in naj pride po tale pokal in so si ga res zaslužili, ker so se fanti borili. Torej, vsa čas. Dajmo jim vsem en aplauz. Vesel sem, da tem bratskim občinam, združenim bratskim občinam lahko podelim takle nek pokal iz tega 24-urnega maratona. Naprej, drugo leto ste tudi zaželjeni. Hvala za povabilo. Ok, hvala, da ste se udeležili. Super. Meni je zelo drago, da lahko sodelujem pri tej podelitvi. Vidim pa, da so se nekateri, oziroma sinoč nas je bilo več, da so se ljudje utrudili in da je večkrat malo gledalcev, ampak važno je, da so bili celo noč, da so bili z vami in jaz upam, da zdaj, ko je že to peto, bi rekel, torej cela 5 letka je že teh tekmovanj, da bodo še ta tekmovanja in upam, da ste lahko dobro špilali, ker občina Komenda se je le malo potrudila, da ste letos pod fiksnimi žarometi bili, seveda za jutranjo ploho pa ne bi bili radi krivi, kot nobeni politiki nismo za nič nikoli krivi. Glejte, še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala vsem, ki so pomagali, da je ta prireditev uspela, organizatorjem, seveda gasilcem predvsem, tudi mladinskemu društvu, ali pa predvsem mladinskemu društvu in gasilcem in dajte je tako naprej. Zdaj bi se pa jaz od tukaj odstranil, ker to sem nekako ugotovil, da se oni tudi na dirkah odstranijo, ker tale mokri del najbrž ne bo prav primeren za moje hlače, imam samo ene bele. Hvala lepa. Dobro, hvala za spodbudne besede gospodu podžupanu Mirku Kepicu. Odlično. Kdo je najbolj močen? Za šampanc smo vsi. Zdaj hit imam prazna baterija. Ok, no tole mokro špricanje bo pravzaprav zadnje sklepno dejanje nogometnega maratona Moste 2007. Še enkrat zahvaljujemo se vsem, ki so tukaj pomagali na prireditvenem prostoru in vsem, ki so sponzorirali tole prireditev, tako finančno kot materialno, predvsem pa glavnemu sponzorju občini Komenda. Upamo, da se vidimo tudi naslednje leto. No, z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da se v naši občini z leta v leto da veliko pozornosti na ohranjanje kulturne dediščine. To je, se mi zdi, že kar 5. kapelica po vrsti, ki je obnovljena za časa obstoja naše občine in mislim, da je to tisto pravo, na kar smo lahko ponosni. Vsako leto namenja občina oziroma občinski svet potrdi
preko proračuna tudi znatne denarje, tudi za ohranjanje te kulturne dediščine, s katero se mi zdi, da prednjačimo vsaj med občinami, ki nas obkrožajo. Vsi nam priznavajo, da take skrbi za kulturno dediščino ni zaznati v vsaj nam poznani nobeni občini. Na to sem seveda kot župan tudi sam ponosen in upam, da ste ponosni tudi vi občani, da se del denarja, katerega zberemo tako z vašo dohodnino in drugimi prispevki, tudi za to dejavnost uporabi. In mislim, da smo na pravi poti. Vedno sem vesel, kadar obnovimo kakšno znamenje v naši župniji. Prav posebej še je to v naši vasi v Suhadolah. Tokrat mineva 80 let od nove maše Janeza Berganta Povudnikovega, domačina iz Suhadol pri Komendi. Ob tem dogodku smo se najprej spomnili njega, hkrati pa tudi vsega tistega, kar je Povudnikova družina živela tisti čas. To je bila verna družina. Ne vemo sicer točno, ali si je dala posvetiti srcu Jezusovemu, kot so se takrat posvečale družine v Komendski župniji. Po vsej verjetnosti se je posvetila. Čaščenje srca Jezusovega pa je izpričala na ta način, da je postavila znamenje na domačem svetu. Hkrati pa tudi v zahvalo Bogu za dar duhovniškega poklica sina Janeza, pa tudi dar redovniškega poklica hčerke Cecilije. To je bila številna družina, ki je živela iz trdih slovenskih korenin, iz vernosti, iz pridnosti in iz globoke zavesti, kako pomembno je ob vsem prizadevanju za materialne dobrine usmerjati svoj pogled k Bogu. Torej, moliti Boga, se mu zahvaljevati za vse dobro, kar prijema od njega, pa tudi za moč, da lahko zmaga v stiskah. Kot ste sami lahko videli, se je danes zbralo tukaj veliko župljanov Komende, od župnika Zdravka Žagarja do župana Tomaža Drolca. Tukaj so bili predstavniki občinskih oblasti, prišel je tudi naš vaščan, magister Pavel Pibernik, župnik v Mekinjah, da je počastil to slovesnost. Domačini so zapeli, sam sem spregovoril predvsem o pomenu, duhovnem pomenu tega znamenja in o rodovini Bergant Povudnikovih iz Suhadol, potem dr. Marta Ciraj pa je govorila o sami obnovi znamenja. Veseli smo, da je bilo tako lepo vreme, da je Klari Berlec, neposredni potomki Povudnikovih staršev, ki so tako častili Boga, ki so znali prisluhniti vsemu duhovnemu v sebi, ki so znali biti hvaležni za vse dobro v življenju, uspelo uresničiti, da je ob 80. obletnici nove maše Janeza Berganta tako lepo obnovila to znamenje s pomočjo obnoviteljev, pri katerih pa so prispevali tudi velik delež vaščani Suhadol. Torej, res lepa slovesnost, ki naj nas vaščane še bolj poveže v pravih prizadevanjih za pravo blaginjo naše vasi, za pravi napredek, pa tudi na človeški ravni, skratka med seboj. Tole kapelico srca Jezusovega je dala leta 1927 postaviti mama Apolonija, katere novomašnik Janez Bergant je takrat imel svojo prvo sveto mašo. To je bil čas gospodarske krize in mene je predvsem presenetil njen pogum, da je v tem času, težkem času, stala novomašniku ob strani tako, da je dala postaviti tako znamenje. Ko smo bili z odborom za kulturno dediščino tukaj na vasi,
smo ugotovili, da so ljudje zelo povezani z vsemi spomeniki, ki so v vasi Suhodole, med njimi pa seveda tudi s to kapelico Srca Jezusovega. Pobuda je bila dana s strani občanov, da bi vaščanov Suhadol, da bi to kapelico obnovili. Tako smo mi dve s Klaro, svetnico iz Suhadol, podali prvo pobudo na občinskem svetu že pred 2 letoma in je potem ta pobuda tudi rodila tak sad, da je občina pomagala v precejšnji meri. Vsa dela, obnovitvena in koordinacijo pa je vodila svetnica Klara Berlec. Osebno, kot predsednica odbora za kulturno dediščino, sem zelo vesela, kadar vidim, da vaščani pristopijo k obnovi nekega svojega spomenika, kajti to pomeni vez s preteklostjo in ohranjanje vrednot, ki so vedno in bodo bile veljavne in bodo ostale veljavne. Tako da se bi tudi sama v imenu Odbora za kulturno dediščino zahvalila vsem, ki so sodelovali pri obnovi in hkrati povabila vaščane po vsej občini, da skrbijo za svoje spomenike, da jih imajo radi, da jih poistovetijo, da jih imajo za svoje. In ravno ta kapelica je eden izmed takih svetlih zgledov, kakršnih se še želimo. Začelo se je tako, ko so po Suhadolah popisovali to kulturno dediščino in je prišla dr. Marta Ciraj-Hmen, pa je rekla, Klara, bi bila ti za to, da bi tale znamenje vaš se obnovil, da bi dali mi dve eno pobudo preko občinskega sveta za denarna sredstva. Sem rekla, seveda sem za to. No in tako je prišlo do te pobude, so dali z Marto na občinski svet za denarna sredstva in smo jih v letu 2005 rezervirali ta sredstva in smo rekli, da mora biti znamenje obnovljen do leta 2007. No, ta sredstva so bila zdaj rezervirana, seveda jih je bilo pa premalo, ne. Treba je bilo sam še seveda nekoga najdeti in kaj sem hotela. Prijela sem zadevo v roke in začela pelati. Pomagali so mi iz občinske uprave, moram reči, da smo preko Zavoda za kulturno dediščino pridobili ponudbo, ki je v bistvu so dali te pogoje za obnovo iz spomeniškega varstva, kot izvajalec gospod Art Arena, podjetje Art Arena d.o.o. Predosle, gospod Grmek Jaka in pa seveda s sosedo tega znamenja, Almo Jerman, da se tola zadeva uredi, pa obnovi. No in takrat smo se zmenili in potem smo začeli obnavljati. Najprej je bila za obnovo potrebna streha, so dali bobrov zgor, pa lepo oblogo, tole bakreno, obrobo. Potem se je vsa simpse te so se obnavljale od spredi, pa vse stene, ampak sem mislila, da jo kar malo zaflikala, ampak ni šlo, ker so začeli brusiti, pa je vse dol letelo. Tako da so mogli čisto do opeke so mogli skrocati znamenje in tako so pol na novo metali in seveda je pa to nekaj časa trajalo, zato ker se mora to sušiti. Med tem časom se mora to kar sušiti. Med tem časom, ko se je pa to sušilo, smo pa mi začeli pa delati seveda, kako rečemo rad, fundamente, temelje. Da bo to dobro narejen, smo mogli skopati najprej za hidroizolacijo narediti. To smo naredili s domačim fantom pa moj Albert, soprog. Smo kar sami delali,
Pa veliko so nam vaščana pomagali, Pibernikov Matevž pa Zarnikov Jaka. Smo še enkrat skupali, da smo fundamente naredili cementne, betonirali smo, zato da so te granitne kocke gor prišle precej trdno, ker se mem voz iz to znamenje stoji na Križpotju, cest v Topole in v Slevc in mora biti to precej trdno narejen, ker avtomobili vozijo dnevno skozi in smo rekli, da se novo udirali, smo to cementno zabetonirali. No? In potem je prišel gospod Petrič, ki ga je nagovoril Art Arena, ga je povabil k sodelovanju, da nam je tele kocke položil, tele granitne, in ki je bilo pa to položen, granitne kocke, pa tale stopnica pri znamenju, smo pa mi še nasul iz peskom, kroh in pa noter kot drenažo, da se bo lahko voda odtekala. To je pravzaprav obnova potekala dobre 3 mesece. Moram reči, da so imeli vaščani in pa sosedje tega znamenja posluh, nič nam niso, bi rekla, branili ali pa kaj, vsi so bili navdušeni, tako da sem jim zelo hvaležna, vsakmu posebej pa vsem, da se je ta stvar premaknila pa obnovila. Mi smo pa seveda tudi kot rodbina ponosni, da znamo ceniti, kar so nam pustili naš prednika. Res sem pa vesela danes, sem tako vesela, da vam ne morem povedati, kot sem bila obremenjena s tem, mi danes vse olajšanje tole. Posebej še, nisem se zahvalila, sem se pozabila tam zahvaliti za krasitev Jenko Vidi, ki je tako s takim občutkom okrasila znamenje. To ne morem verjeti. Res. Stoji